ta ideja, zakaj je ta posvet v Moravskih Toplicah organiziramo, tudi povezana z dejstvom, kot je naslov tega srečanja, torej šport in turizem. Turizem in šport sta zelo povezani zadevi. V naši občini seveda imamo tudi ogromno kilometrov že zgrajenih kolesarskih stez, nekaj jih načrtujemo, potem letos se prijavljamo ravno te dni za obnovo trim steze, ker je pač vezano tudi na orodja in pa določene vaje iz telesne aktivnosti za različne športe. Potem so tu seveda naše telovadnice, ki so v šolah in ne v našem občinskem središču. Naše občinsko središče je pa zanimivo po tem, da ima ogromno nastanitvenih zmogljivosti, nima pa primernega objekta za dogodke, tudi za športne priprave, prireditve. Zato smo mi pripravili projekt, za katerega imamo že vso potrebno tudi dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Večnamenska kongresna, športna in kulturna dvorana. Torej govorimo tudi o objektih in vlaganjih, ki ne bodo imeli samo enega fokusa, ampak bodo imeli tudi z vidika in cene in vzdrževanja in dogodkov pač skozi celo leto zasedenost in na nek način tudi ekonomičnost. Sem vesel, da sem lahko tukaj, ker se mi zdi zelo pomembno poudariti, da ko pripravljamo tudi razpise na ministrski ravni, vključujoč z kohezijskimi, je zelo dobro, da imamo input od spodaj navzgor, da vemo, kateri so tisti projekti, ki jih občine in lokalne skupnosti regije potrebujejo. Evropski denar je namenjen za to, da ljudje bolj kvalitetno živijo. Tudi na področju športa in turizma je tako, nič drugače. In kot sem uvodoma povedal, jaz upam, da bo ena izmed tradicionalnih naslednjih prireditev v novi športni dvorani v Moravskih Toplicah. Zelo pomembno pa se mi zdi tudi to v kontekstu skladnega regionalnega razvoja in pa sploh regijske politike, da se na nivoju regije naredi politika postavljanja teh večjih športnih objektov, da ne dela vsaka občina svojo športno dvorano, ampak da se dogovori, v kateri občini v regiji bo športna dvorana, kje bo atletski štadion, kje bo bazen in potem bomo vsi zadovoljni. Lani se je iskalo, kako povezati šport in turizem. Hkrati pa je tudi bil sklenjen dogovor, da, ker je to tovrstni prvi posvet v Sloveniji bil, da bi iz tega naredili tradicijo. Dali smo si roko, letos je drugi, čez 3 leta bo tretji, torej to bo postal tradicionalni posvet, ki bo združeval vse v Sloveniji, ki na tem področju delujejo. Lansko leto smo se dosti pogovarjali, kako naj za razpisi država sofinancira projekte. Moram reči, da marsikaj od lani smo letos uresničili. Prvič, še vedno je zelo velik pritisk na lokalne skupnosti, imate na razpolago državni denar. Prosim, obnovite objekte, ki jih imate. Mi v Sloveniji, mimogrede, imamo v tem trenutku 3700 športnih objektov. Naši otroci in vse populacije naj trenirajo, naj imajo šport tam, kjer je varno. Občine, dogovorite se, kateri projekti so regionalni, mogoče tudi nacionalni, kajti takrat boste lažje dobili nacionalni denar. Pa še nekaj, kar mislim, da letos občine tudi že vedo, virov je več. Ne računati samo na ministrstvo, na gospodarstvo, turizem in šport, ja, tudi na to ministrstvo, pa tudi na kohezijo, pa tudi na mednarodne projekte, tudi na fondacijo za šport in na lastni denar in takrat se bodo projekti lažje uresničili. Zavod za šport Republike Slovenije Planica ima več oddelkov, med drugim tudi oddelek šport otrok in mladine in pa oddelek informatika v športu ter seveda oddelek Nordijski center Planica. Pri slednjem je glavna naloga upravljanje s Nordijskim centrom in je lokalno zelo omejeno. Drugače pa je še posebej pri športu otrok in mladine, kjer imamo dopolnilne interesne športne dejavnosti šolskih otrok, tako osnovnošolcev, tudi nekaj že v vrtcih otrok, kot tudi srednješolcev. In mi imamo tako imenovano regijske koordinatorje in tudi v vaši regiji imamo koordinatorja in zelo uspešno pač izvajamo programe. Podobno je z informatiko v športu, tukaj pa skrbimo za podporo razvidov, tako da smo neločljivo povezani tudi z vami.
Kar se tiče tovrstnih posvetov, kakršnega ste vrhunsko organizirali danes v Moravskih Toplicah, je pa res enkratna priložnost, da slišimo en drugega, da se izmenjamo znanja, vedenja in še bolj plodovito lahko kaj skupaj naredimo. V Termah 3000 Moravske Toplice smo zelo veseli, da smo lahko gostitelji tega pomembnega dogodka. Pomen športne infrastrukture je za turizem izjemnega pomena in prav je, da se vsi tega tudi zavedamo. Zato tudi navzočnost ministrov, državnih sekretarjev, veliko županov pove, da tudi njim to veliko pomeni in da samo skupaj združeni lahko tu naredimo premik naprej. Vsi turistični deležniki vidimo v tem veliko priložnost. Tako, če gledamo na profesionalni šport, torej priprave vrhunskih športnikov z možnostjo namestitve v naših kapacitetah, kakor tudi, ali pa morda še bolj, priložnosti za amaterije, za tiste rekreativce, ljubitelje, ki prihajajo večkrat na leto, da se ukvarjajo s športom v tej naši čudoviti okolici. Tovrstni posveti za mene, če so pripravljeni dobro, tako kot ta, in vsebinsko povezani, vsekakor doprinesejo k napredku razvoja športne infrastrukture, ker mi se ne moramo iti ne množičnega športa, ne kakovostnega in tudi ne športnega turizma, če nimamo objekte. Naše poslanstvo Združenja športnih centrov je seveda v tem, da s temi objekti upravljamo in to kvalitetno upravljamo, zato moramo med sabo sodelovati. Pričakujem pa in verjamem, da se bo, če je pokritost zunanje športne infrastrukture v Prekmurju velika, je seveda pomanjkanje pokritih športnih objektov in da verjamem s to strategijo razvoja športne infrastrukture in kohezijo, kjer bodo vlaganja večja tam, kjer je manj površin, da bo tle Prekmurje naredilo tudi korak naprej.